Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni v družbi z Jezusom. Naš tokratni gost pa je, bom kar rekel, pomemben steber v Slovenski cerkvi, pomemben koordinator v Slovenski cerkvi, predvsem pa v Celjski škofiji. Sicer župnik dolgoletni v Mozirju, v Šmihelu nad Mozirjem, v Rečici ob Savinji v zadnjih letih in še v župniji Šmartno ob Dreti. To je letošnji srebrnomašnik, gospod Sandi Koren. Dobrodošli na našem programu, gospod župnik. Lep pozdrav. In čestitke takoj na začetku ob vaši letošnji srebrni maši. Kako se počutite po tolikih letih opravljanja duhovniške službe? Osebno se počutim zelo v redu. Vesel sem, da mi je dano biti duhovnik, sedaj že 25 let. Zdi se mi, da vedno bolj tudi osebno prihajam blizu Bogu, kar se mi zdi najpomembnejše. Tudi moja osebna vera vedno bolj raste, se krepi. Nekako tudi postajam vedno bolj izkušen, tako da mi je moje delo vedno večje veselje. Hkrati pa sem vesel, da je še veliko novih izzivov, veliko novih poti, ki jih lahko ubiramo. Nas Bog pokliče v takšne poklice, da bi se mu čim bolj lahko približali tudi v svojem poklicu? Jaz sem prepričan, da ima Bog za vsakega točno določen namen. In v svojem življenju mislim, da se prepričal, da sedaj pa že res zares, da je to, da sem duhovnik, namen, ki ga ima Bog z menoj in da me sicer včasih po ravnih, drugič pa po zelo krivih potih in skrivnostnih potih pa vendarle vodi po tej poti. Kako doživljate osebno nekje v svojih globinah svoje duše in srca intimno ta poklic, to vašo posredniško vlogo pred oltarjem? Najprej se mi zdi, da sem apostol, to pomeni tisti, ki ljudem oznanim Jezusa Kristusa. To se mi zdi prvo. Pojdite po vsem svetu, delajte učence, Matej 28. poglavje, učite, krščujte, in to se mi zdi tudi moje prvo poslanstvo. In potem kot bi rekel tisto praznovanje pa pred oltarjem, ko skupaj tisti, ki smo Jezusovi, se tam zbiramo in dobivamo hrano za vsakdanje življenje. Sicer pa sem res vesel in Bogu hvaležen, da sem lahko oznanjevalec, ker to mi je resnično veliko veselje. Pravzaprav je vaša specialnost, Bog vas je očitno poklical ne le za enkratnega oznanjevalca, ampak večkratnega, bi rekel, kajti ste tudi vodja pastoralne službe v Celjski škofiji, tudi dekan, koordinator nekako, povezovalec, animator v raznih komisijah in odborih, pri tistih, ki jih usposabljate za oznanjevanje, naj bo že posvečenih ali laikov, ne? Tako, torej, ja, sem župnik v 4 župnijah, ki počasi postajamo vedno bolj povezane in vedno bolj združene, ker smo eno občestvo krščansko. Ja, škof me je poprosil, če bi prevzel vodenje pastoralne službe, kar je zelo velik izziv, pa vendar se mi zdi, da v sodelovanju z ekipo, ki jo imamo v pastoralni službi in na škofiji, gremo z odločnimi koraki, da tako rečem, naprej v te izzive, ki se pred nas postavljajo. Izzivov je zelo veliko. Pomanjkanje duhovnikov pravzaprav kaže, kaj je tista pot cerkve. In pot je, da krščansko občestvo v celoti začne živeti vero, tudi laiki, usposabljanje sodelavcev, duhovnikov, laikov in ta skupna pot, skupna hoja, kar je sinoda,
to ni samo neki projekt papeža Frančiška za 2 leti, ampak je bistvo pravzaprav to, kar je prihodnost cerkve. In tu vidim osebno res veliko izzivov. Ste rekli dekan, da se daje recimo rečemo 20 župnij, a ne, v našem področju. In prav v tej povezanosti, v podpori, ki si jo dajemo duhovniki in pa tudi naši pomočniki, laiki, je pot naprej, sicer ne bo šlo. Čez 2 dni vam bo naš najboljši narodno-zabavni ansambel igral in prepeval tisto zdaj si v najlepših letih, 50 zrelih letih, ne? Ja, tako ja. Čez 2 dni bo, torej 21. aprila, četrtek bo Abraham, tako da. Je še en mejnik. Meni sicer osebno se mi zdi bolj večji mejnik ta srebrna maša, ker kot duhovnika me to definira, da sem mašnik. Gotovo pa tudi za vse moje bližnje, pa župljane, je pomembno, kot pravi evangelij, je potrebno, da se kdaj poveselimo. Ne? In tudi to bo. Radi pridete domov v Maribor, od tukaj namreč izhajate, tu so vaše korenine, ne? Da, jaz sem rojen v Mariboru in sem živel na Pobrežju vso svojo otroštvo in mladost. Moji starši so sicer sedaj v Pernici, bratje na Sveti Duh na Ostrem vrhu, tako da smo vsi tu nekje, sorodniki, ja, in se srečujemo, da. Tu ste bili zelo aktivni v župniji na Pobrežju, kaj ne? Ja, župnija Pobrežje, Marija, mati cerkve, je bila takrat mlada župnija. Spomnim se še, da sem obiskoval veruk na pokopališču, torej, kjer je bilo župnišče, starejši se to še spomnijo, in ministriral v tisti cerkvici sredi pokopališča, na to se je zgradila nova cerkev. Bil sem aktiven potem kot mladinec, ministrant, pevc v zboru in tako seveda počasi zorel za tisto odločitev. Ja. Kako je dozorela ta vaša odločitev? Izhajate iz tradicionalne verne družine, ne? Kaj pravzaprav vi podrazumevate pod to tradicionalnost pri vaši družini? Ja, moramo biti zelo pazljivi, kajti sedaj kot duhovnik vidim, da sta 2 vrsti tradicionalnosti. Ena je tisti tradicionalizem, kjer ni prave vere. Ne? Žal. Sicer težko sodimo drugega, kakšna vera je, ampak če človek ni pripravljen priti v cerkev, če ni pripravljen, recimo, če pošlje otroke veruku, pa sami kot starši ne sodelujejo nič. Nekako na zunaj že vidimo, ne? Na zunaj že vidimo, vse se vidi. Če ni spoštovanje recimo do krščanskih stvari, do naše vere, ali pa potem pa družina, ki pa, ko si upam reči tudi moja, kjer pa je bila vera, kjer smo bili v cerkvi prisotni, a ne, kjer smo bili aktivni, pa tudi večji del širše družine, stari starši. Tako da ja, sem živel v družini, kjer nas ni bilo sram, niti v času komunizma, da smo verni, kar je zelo pomembno. Tako da ste že tukaj pravzaprav nekako začeli čutiti verjetno tudi kot kristjan to pripadnost, večjo pripadnost in poklicanost v cerkev. Ja, imel sem tudi srečo, da sem imel kar dobre duhovnike, župnika in kaplane. Predvsem kaplana, ko sem bil v srednji šoli, kar zelo veliko mlademu človeku pomeni, ne. Žal, danes več skoraj ni kaplanov, ker ni duhovnikov. Ampak, ja, mislim, da me je to dvoje zaznamovalo, torej družina, kjer je bila vera na nek način, in pa potem duhovniki, župnija, torej, kjer sem pa lahko to tudi potem kot mlad človek živel. In to dvoje me je pripeljalo potem do odločitve nekje v srednji šoli, da pa bi tudi jaz probal biti to, kar sem videl pri svojih vzornikih. Lepo. Pomeni, ste imeli tako lepe vzore?
pred sabo. Da, se pravim, naš gospod župnik, še sedaj na Pobrežju, Stanko Praznik, in pa potem Jože Kovačič, ki je bil moj kaplan v tistih srednješolskih letih, sta bila, bi rekel, prava duhovnika. Ne samo, da sta bila tako moralni vzor in to, ampak tudi goreča. In to mlad človek začuti. Ker vsak mlad človek, ko si mlad, hočeš biti za nekaj goreč, za nekaj hočeš goreti, za nekaj hočeš živeti. In če si v cerkvi, in če najdeš goreče ljudi v cerkvi, potem boš tudi sam zagorel za to, se vnel za to. Kot Snomšek pravi, se vemo. Če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. In to sem jaz osebno izkusil. Kako ste doživeli ob izobraževanju, denimo toliko let, obiskovali ste drugo gimnazijo v Mariboru, potem pa teološko fakulteto 2 leti v Ljubljani, potem 4 leta v Mariboru. Kako ste doživljali nekako to povezanost med vero in razumom, med duhovnostjo in temi razumerskimi stvarmi, ki jih je treba naštudirati in si zapomniti? Jaz osebno nisem imel nikoli problema z vprašanjem razuma, pa znanosti in pa vere. Jaz osebno se mi zdi, da sem od prvega trenutka to zelo dobro razumel, da tu ni dobenega nasprotja. Namreč vera ti vedno zastavlja vprašanje oziroma odgovarja na vprašanje zakaj. Medtem ko pa znanost, pa kako. In to so 2 različni vprašanje. Zakaj je bilo vesolje ustvarjeno, kako je bilo vesolje ustvarjeno. In meni je bilo popolnoma jasno, da če je Bog vsemogočen, da mu je vse mogoče, da jaz, ki pa nisem, ne bom nikoli razumel vsega tega. Že po sami definiciji je popolnoma jasno, da če bi Boga lahko razumel, potem Bog ni Bog, oziroma sem jaz Bog. Torej, Boga res ne moreš razumeti, ampak nič hudega. Zato pa je tukaj vera. In nekako lahko to tudi opišemo kot srce in možgani, ali razum. Torej, in to dvoje mora biti povezano. To dvoje mora biti eno. Srce, torej tisto, kar ti v tvoji notranjosti govori, da nekaj je, da nekdo je, da je Bog, in pa razum, preko katerega pa potem poskušaš tudi razložiti si nekaj stvari. In meni osebno ni bilo tu nikoli težko in sem takoj že v srednji šoli, moram reči, v srednji šoli preko mladinske skupine, kjer smo tudi debatirali o teh stvarih, nekako si naredil svojo teologijo, ki je še do zdaj v bistvu drži skozi vsa leta študija, je to tisto, kar jaz verujem. Torej, da Bog je in da mi govori, razum mi bo pa povedal, kolikor moram razumeti za svoje življenje. Kaj pa prehod od te vere, o kateri govorite, do izkušene vere, do izkušnje, osebne izkušnje z živim Bogom v vašem življenju? Izkušnja se potem rojeva skozi leta, skozi konkretne dogodke. Mislim, da se mlad fant zelo težko odloči na podlagi izkušnje, samo izkušnje, da mora biti ta navdušenje, gorečnost, tak naprej, neke vizija, kaj bi rad, ker izkušnje z leti prihajajo. In medtem ko starejši duhovni poklici pa se velikokrat iz izkušnje rodijo, ki pa se v življenju potem zgodi človeku, ko živi življenje. Jaz recimo sem imel več takšnih izkušenj v življenju, ampak najbolj te vedno te najbolj oblikuje trpljenje. Torej, nekateri doživljajo tudi druge vrste izkušnje v smislu kakšnih srečanj z Gospodom, da se Gospoda dotakne, tako ali drugače ga nagovori, ampak mislim, da večina ljudi, tudi moja osebno izkušnja pa je, da preko nekega trpljenja. Jaz sem recimo
Sedaj bo že 3 leta pa pol, ja, sem zbolel, a ne, za rakom. In večkrat sem si prej že v življenju zastavljal vprašanje, ko sem se srečeval z bolnimi, z umirajočimi, tudi na pogrebih, kako bi jaz odreagiral, ne? To bo test moje vere, sem si rekel, ne? Ko bo kaj takega se zgodilo. Ne? In ta izkušnja moje bolezni, zdravljenja, me je zelo potrdila v tem, da moja vera je tukaj, no? Da je. Ne? Kako ste odreagirali, ko ste izvedeli za to težko diagnozo? Jaz nisem niti, morda to kdo ne verjame, ampak niti en trenutek nisem bil prestrašen ali obupan. Niti eno sekundo, nič. Jaz, ko sem to zvedel, sem se dal tako v prvem trenutku, evo, tudi jaz. A ne? Tudi meni se je to zgodilo. In gremo zdaj, ne? Nekako gotov sem bil v sebi. Gotov, da bo to se na najlepši možen način uredilo. In sem takrat Bogu rekel tako, če želiš me vzami, saj verujemo v večnost. Tudi če živim v najlepšem obdobju zemeljskega življenja, niti približno tako lepo ni kot nebesih. Torej, če hočeš, me vzami. Če pa me boš še rabo, me pozdravi. Lepa je vaša vera. Ja, in sem ozdravel. In kmalu po tistem pa se zgodi, pride nov škof, dobiš nove župnije, te prosijo za sodelovanje na škofiji in tako naprej. In sem si tedaj rekel, vidiš, Bog je že imel neki načrt z menoj, da me je pustil. Kaj pomeni, ste rekli, da ste ozdraveli? Ja, jaz sem imel takšno vrsto raka na želodcu, da so odstranili celoten želodec in sedaj se tole več ne more ponoviti, menda. Tako so mi dejali, ne. Tako da na nek način sem prost tega vrsta raka, ne. Seveda pa človek nikoli ne ozdravi, ne, sej sedaj so pač neke druge dietetne zahteve, a ne, pa še kakšna druga bolezen, ki pač je človek maže v teh letih, tako da. Ampak nekako tako, bi rekel, tole je pa prešlo, ni več. Kaj pa zdaj nadomešča vaš želodec in kako se prehranjujete? Tudi jaz nisem mogel verjeti, da je to možno, ampak je čist normalno, da lahko človek živi brez želodca. Imaš še vedno prebavila, ne, črevesje. 12-nik vam je ostal, 12-nik. 12-nik je ostal, malo se ga prestavili nižje, tako da sedaj pojem veliko manj v enem obroku, ne, pa mogoče večkrat. Jem pač, kar mi paše in kolikor mi paše in takrat, ko mi. In je čisto v redu. Kar bi rekel, da jaz sem bil vedno, malo sem se boril z preveliko težo, ne. In zdaj po teh stvareh se mi je občutno tudi zmanjšala teža, ne. Sem dal dol, bi rekli tako po domače, ne. In tudi to je, bi rekel, sem se malo pohecal, ne. Sem rekel, če me Bog ni mogel drugače do tega spraviti, da shujšam, ne, me je pa na tak način, ne. Ampak vi ste vendarle že od malega bili preizkušeni z boleznijo, ne? Ja, jaz sem že od otroštva astmatik, ne. Potem sem že diabetik, kar nekaj dolgih let. Tako da ja, moram reči, da sem se navadil živeti z boleznijo, ne. Ker vsaka kronična bolezen pač je do smrti. In ko se navadiš, je tako, da potem, ko prije neka druga bolezen, ne, ni več šoka. Pravzaprav pač si že navajen živeti z nečim, kar ti manjka. Ali pa kar nimaš. In rekel, da zdaj, ko je bil ta COVID kriza, ne, da tako rečemo, veliko ljudi je ob tem zelo trpelo, telesno, zdravstveno, so hudo zboleli in tako naprej. In to je vse zelo težko.
sem pa opažal, da seveda so pa najbolj trpeli ali pa najbolj hudo bilo ljudem, ki so bili do sedaj popolnoma zdravi. Zato, ker so se zelo težko soočili, da so kar naenkrat sedaj pa kar težko bolani. Ne? Ker tisti, ki pa smo že prej bili bolani in tako naprej, seveda je bila večji rizik in to, ampak po drugi strani pa vendarle si navajen živeti z boleznijo in to sprejmeš kot del življenja in tako je. Zelo veliko se ukvarjate, pravzaprav že vsa leta, v zadnjih letih pa še bolj, ne, s prenovo cerkve. To je vaša glavna tema, menda, ki vam vzame največ časa. Ja, prenova cerkve je nekaj, kar je izredno nujno v tem trenutku zgodovine. Ampak ta Ecclesia Semper Reformanda, ne, pomeni cerkev, ki se vedno prenavlja, to je tako ali tako že od časa apostolske dobe, ne, od Binkošnjega dne, če hočete, se cerkev vedno reformira, vedno prenavlja. Zato, ker smo ljudje pač grešni. To je en razlog. Ne. In ker smo grešni, to občestvo, ne, to družino vedno nekoliko zdelamo, ne. Malo uničujemo to zadevo. In drugič pa zaradi tega, ker se človeška družba spreminja in kultura, način življenja. In cerkev se je morala vedno temu prilagajati. Ne. In temu se je reklo vedno inkulturacija. Pomeni, apostol Pavel je cerkev popeljal iz hebrejskega, judovskega okolja v grško okolje. In je moral vero sedaj pa Grkom razložiti Jezusov nauk. Ne? In je moral to povedati ne samo z grškim jezikom, ampak z njihovim načinom razmišljanja, z grško filozofijo. Potem so morali to Rimljanom, potem so morali to ljudem nekje v Nemčiji, ali pa na Kitajskem, ali pa v Južni Ameriki. Ne? Potem se pa ne samo, da smo na različnih koncih sveta drugače razmišljamo, ampak tudi skozi zgodovino se kultura spreminja. Kar pa je sedaj izredno pomembno, pa da se zavedamo, da pa se recimo zelo počasi ta kultura spreminja, recimo 16., 17., 18., 19., 20. stoletje je bilo tako, ne, neka isto stalnica je bila. Potem se je pa začelo v 60. letih 20. stoletja, ko so bila ta gibanja na Zahodu, recimo, ne, za človekove pravice, potem recimo seksualna revolucija, karkoli si tem mislimo in tako naprej, se pa začela ta naša družba, tudi naša, zahodna, pa tudi naša, tako hitro spreminjati. Tako, bi rekli, hitre spremembe in več teh kulturnih vzorcev, več načinov razmišljanja se je spremenilo, cerkev pa še kar ostala v tistem. Ne? Recimo danes imamo že neki digitalni način razmišljanja. Ne? Otroci se rojevajo v dobo mobitelov in digitalno dobo, kaj starejši sploh ne razumemo. Ne? In tudi cerkev mora ostati zvesta po eni strani Jezusovemu nauku, mora pa ta zunanji vidik, ta način, kako pa se približati, pa mora prilagajati tej kulturi, ker drugače bojo ljudje na en način razmišljali, cerkev pa na drugi in bomo vzporedno na dveh tirih, ne bomo skupaj. In to je prenova cerkve. Ne gre prav niti ene pikice postave se ne sme spremeniti. Se ne sme spremeniti. Torej nič, noben nauk se ne bo spremenil. Kako pa ta nauk podajamo? To se mora pa nujno spremeniti. Nujno. Katera pa so po vašem tista konkretna področja v življenju naših krajevnih cerkva, pa tudi vesoljne cerkve, ki so najbolj potrebna prenove? Najbolj, torej ne bom zdaj, kaj je najbolj ali pa drugo, tretje, ampak nekaj področij bom pa naštel. Predvsem se mi zdi tukaj pomembno, da se začnemo zavedati razlike med tem, kar mi rečemo danes krščanstvo, krščanska vera, pa temu, kar to v resnici je. Namreč v naši
slovenski ali pa tudi zahodni evropski cerkvi ali pa načinu razmišljanja, ne, smo prišli tako daleč, da govorimo o neki krščanski kulturi brez odnosa, živega odnosa do Jezusa. Večkrat slišimo politike ali koga drugega, ki govorijo o krščanski družbi, ali pa krščanskih koreninah, ali pa o krščanskih vrednotah. Ni pa tega osebnega odnosa. Ni pa osebnega odnosa z Jezusom. In tega Jezus ni oznanjal. Ne? In potem tudi ni duhovne rasti. Ne? Ja. Jezus je to pri farizejih bičal. Prav to, ker so imeli zelo močno svojo tisto tradicionalno pravila in kulture in tako naprej, osebnega odnosa pa z Bogom pa očitno ne, če so ga križali. In gledajte, tudi danes, ne, to je najprej nujno, da se začnemo počasi. Bom povedal anekdoto, upam, da ne bom šel, ker ne bom imen povedal, ne bo nič hudega. Pride k meni mamica, ki želi krstiti otroka po telefonu in reče, mi bi krstili, v redu. Pa saj ste rekli, da je lahko botra kdorkoli. Sem rekel, tiste pogoje že moram imeti. Rekla, imamo botro, pa ni krščena. Sem dejal, oprostite, to pa ne more. Ja, kak ne more? Kako ne? Gledajte, niti sam papež vam ne more dovoliti, da bi bila botra nekrščena oseba. Ker to je ravno smisel botrstva, da je nekdo, ki je tvoj mentor, spremljevalec v veri. Ne samo, da naj bi bila krščena, naj bi bila osebno živo verna. Kliče čez 10 minut oče od tega otroka, torej partner od te žene, gospe. Ja, kako to? In potem še čez nekaj časa še pa ta botra nekrščena. In so me vsi hoteli prisiliti, da bi lahko ona bila botra. Vidite, to je zdaj ta kultura. Mi bomo dali otroka krstiti. Zakaj? To je v našem okolju, to smo navajeni, stara mama je mogoče rekla, ali pa to bi, zato ker vsi in tako naprej. Brez dobene, ne samo osebnega odnosa do Jezusa, ampak tudi brez vsakršnega koli znanja. Osnovnega znanja o veri, o našem verovanju in tako naprej. In na koncu duhovnik pa obvelja za nevljudnega oziroma in na koncu mi je botra celo zabrusla, kaj si jaz mislim, zato pa ni čuda, da nas je vedno manj. Vedno manj vas bo, je rekla. Sem rekel, jaz se lepo opravičujem, ampak nam ni pomembne številke, ampak tisti, ki zares verjamemo v Jezusa, želimo biti z njim. Pa smo zaključili pogovor. In to se mi zdi prvo danes, da vendarle stopimo ven iz tega tradicionalizma, ki je včasih, to je skupaj šlo, veste, z roko v roki. Moja stara mama, se spomnim, tukaj, globoko verna in zelo tradicionalna. Ampak to je bilo, so bili ljudje, ki so bili tradicionalni in iz te tradicije so pa imeli tudi globoko vero. Vera se je nekam zgubila, ostala pa je samo to tradicionalnost, ki pa ni več prava tradicija, ampak je samo še neka pozunanjena, ne vem, neko kulturno okolje. Če pa ne bi bili tu, bi pa bili virako, bi pa bili muslimani. Kot prvi škofov sodelavec na področju pastorale v celjski škofiji se poglabljate na poseben način v oznanjevanje evangelija, tudi v pripravo katehez. Kaj konkretno na tem področju lahko naredite, da bi ravno takšne primere, kot ste ga sedaj omenili, kaj premaknili naprej na poti k Bogu? Ja, prvi korak, ki je pa tudi mnogim v cerkvi zelo težko spremljiv, je, da moramo narediti korak od kateheze otrok, oznanjevanja otrokom k odraslim. Oznanjevanju evangelija odraslim, torej evangelizaciji. Mi smo zelo veliko časa, energije, kadrov in denarja v zadnjih desetletjih namenili katehezi otrok, veruku. In prišli smo do tega, da je samo še skoraj veruk. V mnogih župnijah imajo mašo, pa pogrebe pa tak, in pa veruk, in nič druga. In potem obveljala neka teza, da zdaj
Tako kot otrok hodi v šolo, tako hodi v verouku, ne? In ko je konec šole, pa konec verouka. In odrasli pa ne rabijo. Ne? Da pa zdaj odrasli rabijo kakšen verski pouk, to pa ne. Veste, še v slovenskem času je to ponovno normalno, da so odrasli hodili k verskemu pouku. To je zdaj samo najnovejša domislica z druge polovice 20. stoletja, ne? Da pa to odrasli ne rabijo. Ne? V resnici pa mnogi, ki se imajo za kristjane, niti osnovnih stvari ne poznajo. Ampak ne gre samo za verske resnice, za znanje, da znam 10 zapovedi. Gre za spet osebno odnos z Jezusom. In to je razlika med katehezo in evangelizacijo. Veste. In to počasi v cerkvi zdaj prihajamo do tega, spet, kar je že drugi vatikanski koncil povedal, kar je ves čas bilo že v naši veri in kar so papeži vsi po vrsti drugega vatikanskega koncila do danes govorili, namreč, da je najprej evangelizacija, oziroma ta izraz nova evangelizacija, ne? Ali pa apostolat, ne? Torej, da smo mi pa apostoli. Ne? Kaj to pomeni? Pomeni, da imaš ti ljudi, ki Jezusa ne poznajo. Ne poznajo. Tudi, če so šli skozi verouk pa k Birmi. Kot odrasli ljudje nekaj verskih resnic znajo, ne? Ampak živo ga ne poznajo. Vse gre za živ odnos z Jezusom. Živ odnos vere, živ odnos z Bogom. Torej neka reevangelizacija, ne? Ja, ali nova evangelizacija. Ne? O tem že cerkev govori. To pomeni, zdaj pa prva naloga je, da mi ljudem predstavimo Jezusa, da ga sprejmejo, v živo objamejo. Potem, ko človek Jezusa sprejme, potem šele bi bil upravičen do zakramentov. Ne moreš ti prejeti zakramenta, če nimaš vere. Šele po zakramentu pa se začne kateheza, učenčevstvo, učenje. Mi imamo pa čist drugi postopek, ne? Čist drugi vrstni red. In potem se čudimo, da otroci po Birmi gredo. Seveda, ker mi jim vlivamo skoraj z lijakom v glavo, hočemo, ne, čeprav to tako več ne uspeva, neko versko znanje, ni pa kaj dosti truda, da bi spoznali Jezusa. To pa zato ne, ker tega ne more narediti ne katehet, ne župnik. Kdo lahko otroku Jezusa predstavi? Mama in oče. To je osnova, ne? To je osnova. To vsi vemo. Zato bi pa morali z odraslimi, da odrasli spoznajo Jezusa in oni katehizirajo svoje otroke. Mi smo poskušali pa tako. Mi imamo zdaj otroka tukaj pri verouku nekaj naučili, pa on šel domov, pa bo doma svoje starše k Jezusu peljal, ne? In rečem jaz otroku, gledaj, bom povedal konkreten primer, da bomo razumeli, zakaj gre. Pri verouku jaz rečem otroku v 2. razredu. Veš, vsem, ne? Daj, mi se učimo moliti in smo se pri tej lekciji naučili, da treba pred jedjo zmoliti. Ne? In sedaj rečem, za domačo nalogo pa je, tudi v knjigi, ne, mimogrede, boste pa doma pač rekli mami pa atijo, da bi pa pred jedjo molili v nedeljo. In otrok gre domov navdušen. In reče v nedeljo pred kosilom pri mizi, za nalogo imamo pri verouku, da bi pa zdaj mi zmolili pred jedjo. In ta oče se v 20% primerov, 30% začne za norca z tega delati. Rečevati. In kaj ta fantek, star 8 let, 7 let, kaj se v tem fantku zgodi, ki ima svojega očeta za Boga? Stvari ne vzame resno, ne? Tako, zavrne vero, zavrne verouk, zavrne kateheta, ne? Zato, ker če se Adi temu smejim, sem pa še jaz temu smejal. In kaj smo zdaj naredili? Še slabše, kot je bilo. Veste, to je konkretni primer, ne, kako smo stvari na narobnem mestu zagrabili. In kako bomo morali v katehezi iti, katehezo mislim to širše, ne, torej oznanjevanje evangelija na splošno, pristopiti do starejših ljudi, ne, in odraslih, torej, ne, ljudi srednjih let. Ne, in tukaj probati Jezusa živega oznanjati. Koliko vam pomaga pri tem prizadevanju pri otrocih, denimo ravno to, o čemer ste sedaj govorili, tudi skavtska organizacija. Vi ste duhovni asistent pri skavtih, tudi generalni.
duhovni asistent Zveze skavtskih organizacij Slovenije, ne? Ja, sem bil Ste bili? pred nekaj leti, da. Tudi to. Drugače sem pa jaz... Ali je tudi vzgoja v skavtstvu? Tako pri skavtih aktivno od leta 93, zdaj malo bo 30 let. Ja, skavtstvo je pa ena zanimiva organizacija, ki v temelju, v samem bistvu vključuje vero. Sicer je samostojna mladinska organizacija, ampak ima v svojih odločitvah katolištvo, ne, v Sloveniji. In zato je pa, ker je prostovoljna, se pa tej skavtski organizaciji priključujejo otroci in mladi, nekateri iz zelo vernih družin, kakšen pa tudi ne. Ne? In tukaj se pa živi to mladostno življenje, navdušenje, narava, igre in tako naprej. Nekje skrito pa prihaja zraven, ampak ne pritihotapljeno, to se ve, to ni nič. Ampak tako ne, bi rekli, neprisiljeno pa zraven prihaja ta vera. Ne? In mnogi mladi dejansko tam najdejo res, pomembno je, da najdeš somišljenika, ne? Da ko si mlad človek, da najdeš še drugega mladega, ki isto veruje kot ti. Jaz vam povem, sem imel kako leto, ko sem imel poroke, kjer so se poročali, kjer so pri vseh porokah skavti. Ali 2 skavta, ali 1 skaut. Dejansko, to so tisti, ki potem grejo naprej, ne? Ki svojo vero ponesejo malo naprej. Ne samo do birme pa konc, ampak gremo še korak 2, 3, 4. Tudi druge mladinske organizacije, recimo ne samo skavtska, kjer so žive, ali recimo, če je kakšna mladinska skupina, kot v mojih letih, ko sem bil mlad, ko je bilo to zelo aktualne mladinske skupine, kjerkoli torej mladi skupaj živijo vero, ne, jih to potem pelje naprej. Ampak mladi morajo skupaj živeti. Ne. Sicer ne deluje, ker mladi iščejo pač skupnost, skupino, prijatelje in drugače mladi že po naravi, po hormonih, če hočete, ne more delovati. Ne. In zato skavtstvo ponuja eno takšno idealno okolje in vsem krščanskim staršem, jaz večkrat rečem tudi staršem našim, ne, če hočete biti malo bolj mirni, ko bo vaš otrok najstnik, kje se potika, s kom je, kaj misli in kaj dela, ga dajte recimo k skavtom. Potem bo kar dosti bolj varen. Vi ste zelo delavni, zelo dejavni, zelo domiselni, tudi zelo digitalni, bom rekel, ne? Kajti na vašem YouTubeu, na kanalu vaše župnije Mozirje, že veliko časa sedaj lahko spremljamo razne vaše pobude in zapise. Je to prav v tem cilju, o katerem sedaj govoriva? Ja, gre za gotovo tudi iskanje novih poti do ljudi. Če sem že prej povedal, da se mi zdi najpomembneje za duhovnika, da je goreč in vnet, potem bo iskal načine, kako priti do ljudi. Če še vklopiš zraven nekoliko znanja, ne, potem pa lahko hitro ugotoviš, katera pot danes deluje in katera pot danes več ne deluje. Ne? Tretja stvar, ki je pa zelo pomembna, pa je, in to moramo omeniti, da ne bom pozabil danes povedati, pa so sodelavci. V naši župniji imamo res veliko sodelavcev in vedno več jih tudi je, v vseh naših 4 župnijah sedaj. Ne? In res je, te vsebine, gotovo kateheze in tako naprej izdelujem jaz, ampak vse to, bi rekli, širše delovanje, vsa ta neka, bi rekli, tudi podpora tehnična in tako naprej, to pa mi pomagajo ljudje. Vaši verniki? Ja, seveda, verniki, sodelavci, ja, lepo. Bližnji. Tako da sem rekel letos, pred korono je bila navada, da je duhovnik po župniji torej blagoslavljal te božično-novoletni blagoslov. In sem pa letos rekel, da bom pa šel obiskat sodelavce,
ne? Torej sodelavce. In ko sem začel delati sezname, to so stotine in stotine imen. Ne boste verjeli. Seveda so tudi krasivke cerkve, bralci berila, kateheti, pevci. Ampak še mnogi drugi, ko včasih recimo nekako pred desetletji še ne bi bili v tej sliki. Ne? Ključarji. Skavtski voditelj, seveda ključarji, seveda. Potem, ampak to so recimo na področju bogoslužja in pastorale ogromno sodelavcev, ne, tudi pri nas. Ne. Tako da sem tega vesel in delamo naprej v to smer, moramo iti. Mislim, da ima celjska škofija, vaša škofija 122 župnij, imate okoli ali celo manj kot 100 duhovnikov, ne, tudi iz vrst redovnikov. Tako da ste se zaradi pomankanja pravzaprav duhovnikov in številnih župnij morali nekako ponovno organizirati. Ne? Z prihodom novega škofa se je marsikaj spremenilo. Kako zdaj to poteka? Kako tudi verniki sprejemajo to novo organizacijo po vaših župnijah? Vi ste postali naenkrat župnik 4 župnij, ne? Ja, tukaj imate prav. Ja, duhovnikov je vedno manj. Vendar bom nekoliko provokativen, zgleda, da še vedno preveč. Zato, ker Jezus si ni zamislil cerkve, kjer bi duhovniki vse delali. Tej krivi veri se reče klerikalizem. Ne? Hočete reči, smo enakovredni udje Kristusovega skrivnostnega telesa? Ne samo, da smo enakovredni, smo tako ali tako. To sploh ni vprašanje. Vsi smo enakovredni, imamo enako dostojanstvo. Ampak tudi imamo naloge v cerkvi, ki nam jih Bog daje, vsi. Vsi, ne samo duhovniki. Vsak seveda drugačne. Ne more vsak pridigati pri oltarju. Ampak, če meni ljudje rečejo, mi bi želeli več petja v cerkvi in zahtevajo od župnika, da to naredi. To je pa klerikalizem strani ljudi. Zato, ker če želite več petja, pa pojte. Dajte, organizirajte se, naredite zbor ali se naučite ljudsko pet. Bili smo navajeni, da duhovnik pravzaprav vse to povezuje in koordinira. Poglejte, imamo ljudsko petje v cerkvi, kjer duhovnik začenja pet. To je vendarle popolnoma v vsakem nasprotju z tem, kar naj bi bilo. Duhovnik obhaja mašo, moli molitve, oznanja evangelij, pridiga, pojejo pa verniki pri maši, tudi duhovniki, ampak v prvi cerkvi so bili tako imenovani kantori, torej laik, ki je vodil petje. In tudi lektorji, ne? In lektorji, ki so brali. To, da bi duhovnik bral berilo, to je že naš upokojen škof Lipovšek večkrat dejal, da je nesprejemljivo. Ali pa prošnje. Pa prošnje. In gledajte, to je tisto, kar je izredno napačno tudi, kar je tudi treba spremeniti v cerkvi. Torej, vsi imamo, gledajte, neko nalogo v cerkvi. Nekdo bi bil dober zato, da bi z nasmehom na ustnicah in prijazno besedo sprejemal ljudi, ko pridejo v cerkev. Temu rečemo vratarji. To je že starodavna služba v cerkvi. Mislim, da protestantske cerkve še imajo to, ne? Še imajo, ja. Starodavna služba v cerkvi je to bila, ne? Potem recimo nekoga, ki bo skrbel za gospodarstvo župnije. Seveda je župnik po cerkvenem pravu odgovoren, ampak mi v naši župniji smo ustanovili župnijski gospodarski svet. In to niso zdaj samo ključarji, ampak je nekaj moških, ki so recimo tudi v podjetjih, direktorji in tak naprej, privatniki, in to obvladajo malo tudi ženske, obvladajo gospodarstvo, finance in drugo, in z njimi se dobivamo in debatiramo o teh zadevah. Ampak vsaka župnija, posebej vaših 4 župnij, ki jih upravljate, je ostala samostojna. Samostojna, ja, ampak ustanavljamo tako imenovane medžupnijske svete. Torej, medžupnijski gospodarski svet, sedaj bomo imeli
jeseni v naši škofiji zbiranje župnijskih svetov, bo med župnijski pastoralni svet. Preprosto zaradi tega, ker prihodnost, kot ste že povedali, ko bo manj duhovnikov, ne, pomeni tudi povezovanje župnije. Ne. To pomeni, vi ste povedali neke številke, jaz bom povedal tako. Ne. Mi imamo torej, da bomo pravim, 112 župnij, od tega imamo samo nekaj čez 30 duhovnikov, ki so mlajši od 70 let. Ne. In približno toliko ali malo več pa duhovnik, to so aktivni duhovnikov, ki so pa starejši od 70 let. V Bogoslavju nimamo niti enega fanta. Eden je v 200 preravnanem letniku in če bo Bog dal in vse skupaj, bo sta leta 28 posvečena. Če, ne vemo, ne? Veste, mlad fant se odloča. Ne? To pomeni, da mi predvidevamo, glede na to, da starejši duhovniki, seveda leta, ne? Bolezen, nezmožnost, bolezen, mogoče nenadna smrt, tudi kakega mlajšega. Mi predvidevamo, da bo čez 10 let v škofiji samo še 30 duhovnikov, ki bo sposobnih neko pastoralo peljati. Za 112 župnij, plus nekaj redovnikov. To pomeni, da bo za eno župnijo, za 4 do 5 župnij en duhovnik. In to je zdaj moče izjema, kar imamo mi, čez nekaj let bo to pravilo. In seveda v taki veliki župniji bo duhovnik bolj ali manj počel to, kar je njegovo. 3 stvari. Ne? Posvečevalna služba, ne? To pomeni obhajanje zakramentov, niti več ne zakramentalov. Mogoče to ljudje ne vedo, ampak v mnogih zahodnih državah, pa tudi državah južno od ekvatorja, kjer je zelo malo duhovnikov, krščanski pogreb vodijo laiki. In v našem obredniku za pogreb je tudi predvideno, da laik pokopava. Zato, ker duhovnika ni. Laik? Laik. En usposobljen laik, ne, ki vodi pogreb. Ne. Ker pogreb ni nič druga, kot da mi molimo, molimo za rajnega, ki ga pokopamo. Ne. Če je pogreb seveda brez maše. Ne. Ampak poglejte, naš en duhovnik v naši škofiji, ne bom povedal kje, je imel v enem tednu v postnem času, starejši gospod, skoraj 80 let, 9 pogrebov v 5 dnevih, na 3 različnih pokopališčih in pogrebne službe so mu določile, kdaj naj ima. Poleg tega je imel pa še redne maše, spovedovanja, veruk in vse ostale. Skoraj nemogoče, ne? To je nemogoče. To je nemogoče. To moraš biti pa res fizično superman, ne? Kar ne moreš biti, ko si star 75 let. V vsaki normalni poklicu so takrat ljudje že dolgo v pokoju. Ampak na to se je treba sedaj pripraviti, ne? Ja. Meni kdo reče, ja, naš gospod, pa rekel, koliko je vaš gospod starja? 77 let. Sem rekel, oprostite, a imate kakšnega učitelja v vaši šoli ali kakšnega direktorja v neki veliki firmi ali kogarkoli, ki je bil 77 let star, pa bi vi od njega pričakovali odličnost. Da bo še tako polno aktiven, ne? Ne more, ne more. In zato, gledajte, duhovnik torej bo maševal, pa tudi ne vse posod, kjer bo kdo želel. A ne? Bojo ljudje morali se v avto sjest pa pripeljati, danes imamo te možnosti. Potem duhovnik bo podeljeval zakramente, a ne? Kot so krst, a ne? Bolniško maziljenje, spovedoval. A ne? Potem druga stvar, duhovnik, njegova druga služba je oznanjevalna, ne? Torej pridiganje, oznanjevanje. A ne? In tretja je pa voditeljska služba, rečemo. Torej on bo vodil tole skupnost župnij, laike, ne? Kot nekje, ampak tukaj bo potem pa cela vrsta sodelavcev. Upajmo, da bodo stalni diakoni tudi. Potem kateheti, zdaj je papež uveljavil novo službo kateheta, ne? Ki bo kot nek laiški voditelj župnije, dejansko. Ne? In vsi mogoče cela paleta sodelavcev, od tistih najbolj pomembnih, pa vse do tistih, ki bodo mogoče poskrbeli, da bo cerkev čista, ki bo duhovniku pomagala. Ker zdaj duhovnik, gledajte, da še vzamem sekundo, ne?
Zdaj duhovnik recimo še celo žarnice same njoj po cerkvi. Z metlo čisti. Pa mi povejte, a ni vsaj 100 ljudi v župniji bolj primernih, da žarnico menja, pa tudi zna bolje žarnico menjati od duhovnika. Ne? To je samo en primerček, ne? Ampak vse veste, kaj govorim. Ne? To so torej tisti tako pomembni izzivi, pri katerih sedaj sodelujete v vaši škofiji, pa tudi v koordinaciji v Slovenski cerkvi. Pred menda 3 leti je kar veliko prahu v javnosti dvignilo vaše pomembno pismo, ki ste ga naslovili ob razkrivanju spolnih zlorab v Slovenski katoliški cerkvi na vaše kolege duhovnike. Takrat ste zapisali zelo veliko pomenljivih misli, pravzaprav v smislu resnica vas bo osvobodila, ne? In bili ste zelo pogumni. Denimo, nekaj sem si jih izpisal. Zgražam se nad vsakim, ki skuša zločince obvarovati in se upa še naprej imenovati pastir. Tiste, ki želijo Jezusovo cerkev čisto in sveto, zmerjamo z izdajalci in uničevalci cerkve. Ščitimo zločince, ki so kot Juda izdali Jezusa in so volkovi v ovčji preobleki. Točno tako, saj že Jezus o tem govori. Ne? Povejte mi, ali ni duhovnik, ki to svojo resnično sveto službo duhovništva zlorabi, da z njo, z tem, da je duhovnik, uniči otroka za spolno zlorabo, ali ni to volk, ki je preoblečen v ovco. Saj ne moremo drugače reči. Veste, moramo nekaj razumeti, ne? Da ne bo pohujšanja. Pedofilija ni bila problem vse tam do enih 60 let 20. stoletja, nikjer po svetu. Ne? To je bila popolnoma normalna stvar, pa se nam še zdaj tako čudno zdi. Ampak otroci niso bili veliko vredni v prejšnjih stoletjih. Že iz grških, rimskih časov vemo, so pač to delali. In vse do teh časov. Še določeni nekrščanski psihologi so to v 60 letih zagovarjali kot nekaj normalnega. Seveda se nam je pa skozi zadnja desetletja, skozi razvoj misli o človekovih pravicah, počasi začeli dojemati, da pa vendarle, ne smemo, pa ne moremo tako poniževati in uničevati teh ubogih duš. Kot kristjani bi morali to že prej pogruntati. Saj pa mislim, da vsak normalen človek ali pa starš, če želite, pa vendarle vidi v otroku neko tako čistost in nekaj takega, da se ga ne more dotakniti na tak način. Ne gre. In tisti, ki to počnejo, gledajte, ali so bolni, ali so karkoli, ne vemo, ampak morali bi jim to preprečiti. In jaz verjamem, da v preteklih časih, ko se o tem ni govorilo in noben ni vedel točno, zakaj gre, je tu pač se to ni. Ampak danes, ko pa jasno vemo, zakaj gre, pa bi morali to nujno preprečiti. Vi ste zelo odločni. Zelo odločen in to nima sploh vprašanja. Tudi cerkvenih predstojnikov, ki niso odreagirali ali pa ne odreagirajo ali ne sodelujejo, da nima v teh postopkih odkrivanja, tako kot bi bilo treba. Vse hvala Bogu, sedaj tudi novi škofje, mislim, da so iz teh generacij, ki to čisto drugače gledajo. Hočem povedati generacije, ta način, ko so recimo naši predstojniki, ki so zdaj starejši gospodje, kot so bili mladi, odraščali, ta stvar ni bila tako prezentna. Ampak veste, vendarle bi se morali, tudi ko se je začelo o tem govoriti, nekateri škofje pa so bili tako pogumni po celem svetu, da bi morali tule, recimo tudi papež Frančišek, ko je bil prej kardinal Bergoglio, je bil tukaj neizprosen v svoji nadškofiji pri teh stvarih.
In to pač danes pa mislim, da pa vendarle več ni dobenega izgovora, da bi kogarkoli, karkoli skrivali, kogarkoli ščitili in se šli tukaj neke igre. To mora biti popolnoma prezentno. Seveda treba z sočutjem tudi na tega storilca pogledati, ampak še prej, prvič, zaščititi žrtev. Drugič, žrtvi pomagati, potem pa storilcu. Kako pa gledate na inicijativo Dovolj je, ki je zrasla prav iz teh razlogov, ker v cerkvi ni bilo po njihovem mnenju dovolj ustreznega odziva na vso to dogajanje? Ja, jaz sicer nisem aktiven v tej inicijativi. Mislim, da se je ta inicijativa zgodila iz neke frustracije, ker ni bilo nekih potez, ki bi morali biti. Ne? In mnogi duhovniki pa škofje so na to gledali kot na neko, izdajstvo. Ne? Da bomo malo spet, to tako kot v vseh drugih... Če je nekdo o tem govoril, razkrival te stvari. To je tako vse posod druge, mi pač skupaj držimo, ne? Če smo lovci, skupaj držimo. Ne? Če smo nekje neka skupnost, ne? Bi hoteli prikriti, bomo svojega člana zaščitili. Ne? To je neka naravno človeško, da tako tudi v cerkvi. Ampak pri določenih stvarih to ne moreš. Ne? Mi smo sicer izhajali iz ene izkušnje, ki je mogoče še bolj traumatična, namreč komunizma, kjer je bilo treba duhovnika zaščititi pred državo. Ne? Ampak mislim, da tu treba vendarle zdaj pa spregledati resnico, da ko pa enkrat duhovnik to naredi, zdaj pa ni on od zunaj napaden, nedolžen, zdaj pa je on res krivec. In tukaj treba zdaj ukrepati. Tako kot čisto normalno. Glejte, noben meni ne bo rekel, da pedofil, ki je to res naredil, ni zločinec. Tudi po naši slovenski zakonodaji je storil zločin. Kdor stori zločin, je zločinec. Ne? In nedopustno je, če predstojniki ne stopijo na stran žrtve in poskušajo zaščititi žrtev. Ne? To je tako. Po naši slovenski zakonodaji bo tako ali tako država poskrbela za preganjanje in kazen. Ne? Cerkev mora pa najprej pomagati žrtvi. Ne? Žrtvi pa najprej pomagaš tako, da storilca odstraniš iz njene bližine. Ni druge. In to, da je bila navada neka, seveda iz neke nevednosti, bom jaz rekel, ne? Da se je sem pa tja predstavljalo in skrivalo in tako naprej duhovnike, to pač se je moralo ukiniti. In veste, dovolj pika je, mnogi ne razumejo, ampak dejstvo je, da kar pa gre v medije, takrat pa več ne moramo skrivati in moramo odreagirati. In to se je tudi zgodilo. Vi ste zanimivo misel zapisali, naši vodilni so z roko v roki z lobiji poskrbeli, da so ustvarili ozračje nezaupanja in razkola v naši cerkvi. Ja, ko rečem naši vodilni, ne mislim na vse, ne? Tako da ne bo pomote. Ne gre za neko zaroto nekih kogarkoli v cerkvi predstojnikov. Ne? To ne bi smel tako reči. Tudi ni tako. Na splošno ni tako. Večina škofov je zelo dobrih. Ampak mislim, da je bilo bolj tukaj, da je to šlo za kakšne posameznike, ki pa so na visokih položajih, in pa dejansko za kakšen lobby. To pač več ni dobena skrivnost, da so tudi v cerkvi neki lobiji, neke skupine, ki so tako ali drugače jih družijo pač določene skupne imenovalci, in tiste skupine pač velikokrat žal pozabijo na Kristusa in delajo za to, da ohranijo to, kar imajo. In to pa seveda ni dopustno. Ne? In problem je, če ta skupina tako močna, tako vplivna, da lahko prepriča ali na svojo stran dobi ali mogoče celo prevara kakšnega ordinarja ali koga, da potem žal tukaj potem tudi se tako odloča. Seveda pa je ena stvar, veste.
v 21. stoletju je naša družba in kultura tako drugačna, demokracija je postala tako prezentna, ne, da pač tudi v cerkvi se več ne moramo tega iti, ne, tih bod pa v kotu čepi, ne, po domače povedano. Tudi v cerkvi morajo biti stvari jasne. Veste, kaj bo z mariborsko finančno afero, ne? Mora biti jasno, pregledno, transparentno, potem pa se bomo šli. Drugače se več verniki, pa tudi mnogi duhovniki ne bodo šli. Kakšen je bil odziv na to pismo pri vaših kolegih duhovnikih? Ja, večinoma ni. Mnogi so me pohvalili, tisti, ki se pa niso strinjali, pa niso nič rekli. Ne? So molčali. Ja, veste, kako je, ne? Jaz sem že leta in leta znan kot nekdo, ki nimam dlake na jeziku. In ampak kljub temu ste priljubljeni, ne? Kajti tisti, ki govorijo resnico in nimajo dlake na jeziku, običajno hitro zgubijo. Ja, nimam dlake na jeziku, ampak seveda pa se zelo trudim, da nikogar osebno ne diskreditiram oziroma ne žalim ljudi kar počez, ne? In nikoli ne govorim brez nekih virov in nekih dejstev. Ne? Poleg tega pa ti tudi, če si z nekom v dialogu, ne, si lahko z njim v dialogu glede vsebine, ne moreš pa ga osebno blatiti. V smislu, dobro, če nekomu rečeš zločinec, v smislu, da je on naredil pedofilsko dejanje, ki je dokazano, pol je to, pol ne vem kaj. Ne morem pa v dialogu z vami pa se zdaj spravljati, ne vem, kako zgledate ali kako imate doma, ker to pa so osebno področje, na katerega se pa ne sme iti. Ne? In če dialog ohranjaš na tem nivoju, potem seveda jaz se ne bojim povedati vse resnice, mene zelo boli neresnica, zelo me boli krivica. Da ne opomote, jaz ne poznam vse resnice in tudi nisem vedno najbolj pravičen. Da ne mislim, da sem jaz posam na druge. Ampak če to pazim, jaz povem. To imam že iz otroštva. In ste pogumni, ne? Ja, zdaj jaz se nisem nikoli bal, tudi nisem tega razumel. Veste, mogoče me pomaga, da sem rastel v Mariboru. Ne? Štajerci smo bolj pogumni. Ja, pa Meščan, ne? In meni ni bilo, in v tistih letih, recimo, osamosvojitve, ne? In meni ni bilo nikoli jasno, kaj se lahko nek duhovnik, pa se, veste, bojijo škofa. Zakaj bi se bal škofa? Vse smo na isti strani, mi dva nekaj skupaj oznanjamo. In če škof vidi, in to sem jaz vsa leta imel izkušnje z vsemi mojimi škofi, vsi moji škofi so bili dobri škofi, resno. Če jaz res oznanjam evangelij, ja, vse škof to vidi. In potem te bo podprl. Lepo. Vsaj tako jaz vidim, no? Toliko različnih dejavnosti, ki jih imate, pa najdete sploh kaj časa še za kakšen hobi, da se kaj izprežete? Ja, tako je, da moram načrtovati. Torej, vsak dan sigurno se vzamem kakšen čas, da se malo spočijem. Danes sem recimo nekaj barval, pa kosil, pa tako da malo vem. Potem imam pa nekaj živalic, imam psa, pa nekaj muc, kar me zelo nekako življenje je, no, kako naj rečem. Sprosti verjetno. Sprosti, ja. Sprosti, tako, življenje. Pa živali nas razveseljujejo tudi, ne? Ja, glejte, Bog je tudi živali ustvaril in skozi stvarstvo, ne, tu kot skaut, ne, in tako naprej še bolj to, se potapljam v to vsa leta, skozi stvarstvo, skozi naravo, skozi živali, skozi bitja, se kaže njegova veličina in ja. Vi tudi delujete v tako lepi naravi, ne? Ja, tam je enkrat, no, tam je pa res lepo. No, kolesarite kaj tudi? Kolesarim, imam električno kolo zdaj, ne? In to je nekaj najlepšega. Glejte, jaz sem tudi motorist, ampak motorja že dolgo nisem tako, da bi ga šel na kako turo, ker se zadnja leta preskočil na kolo, ne? In ko se speljem tam po kakem našem gozdu, ko to ptički pojejo, sonce si je. To lepšega ni, ne. Tako da, ja, to me izredno, vsake toliko se spravim na kako potovanje, tako, mogoče 2-3 dni ali teden, poleti greva z enim kolegom duhovnikom za 2 tedna malo, to pa mora, ne, to pa mora biti,
Glejte, vsako leto nam škofi tudi napišejo, da moraš iti na dopust, zato da lahko odklopiš. Ne? Zato ker, ko ti odklopiš, takrat potem nekako pride neka druga perspektiva, iz neke druge perspektive pogledaš in potem z velikim veseljem greš spet nazaj. In to je nujno. Ne? In to bo v prihodnje za duhovnika še toliko bolj pomembno, ne? Tako, gledajte, če bo kdo rekel, zdaj pa je duhovnikov manj, zdaj pa mora duhovnik pa res 10 maš v nedeljo, 3 maše vsak dan. Ne. Gledajte, naše cerkve so prazne. Oziroma, naše bom rekel tako, da ne bom krivičen, naše so kar polne tam pri nas. Ne? Ampak nasplošno se cerkve praznijo. Ne? Vas to skrbi? Iskreno povedano, ne tako, kot bi kdo mislil, da bi mene. Ali pa kot mnoge duhovnike. Zakaj? Ker jaz trdno verujem, da Bog bo ohranil tisto sveti ostanek, rečemo. In da tisti, ki zares verujejo v Jezusa, bodo v cerkvi ostali. Tisti, ki pa, in to sem enkrat povedal, pa so me zelo čudno gledali in celo mnogi laiki niso razumeli. Jaz sem rekel, da tisti, ki ne verujejo v Jezusa, ne hodijo v cerkev. Ja, kako? Ja, zato, gledajte, ker če jaz imam v cerkvi, tam primer, ne? To je čisto zdaj 500 ljudi. 100 je takih, ki je izredno močno vernih. 100 je takih, ki so verni. Ne? 300 je pa takih, ki prijejo tja sami iz navade. Teh 300 ljudi potem grejo domov, živijo kot pogani, se norčujejo morda celo zvere in drugi ljudje to vidijo in rečejo, vse kaj pa, bom jaz tako cerkev šel. Zato ti ljudje delajo antipropagando. Boljše je bilo, da je bilo samo onih 200, ki so zares globoko verni in bi videli tisti, ki ne verujejo, bi rekli, gledaj, ti so pa ta pravi. Dajmo se jim pridružiti. Ne? In to je tisto, kar je dan. Zato mene ne skrbi, zato ker jaz vem, mnogo ljudi veruje, globoko veruje, tisti bodo še prišli in to bo tisto občestvo, ki bo kot novo seme za naslednjo tisočletje. Lepo. Veliko pomembnih, pomenljivih misli ste nam podali, gospod župnik Sandi Koren. Najin čas se je iztekel tako hitro, ta urica mine. Malo sva šla že čez, ampak vseeno res hvala, da ste prišli v naš studio, da ste se odzvali našemu povabilu kot srebrnomašnik. Ja. Bo kaj posebnega letos tudi ob srebrni maši? Tako je, veste, kot župnik, saj imaš tudi koga si bolj prijatelj, pa kom si manj, ampak kot župnik moraš biti do vseh enak. Zato smo rekli, naredimo zdaj, ko imamo Jurjevo nedeljo, naredimo kar eno tako skupno praznovanje. Šotor, skupno praznovanje. Lepo. Pa dajmo to narediti, pa še tega Abrahama in tak naprej, skupaj. Pol srebrna maša bo pa junija, bom pa imel slovesnost v cerkvi in to je to. Lepo, tako da lepo praznujte tudi pojutrišnjem vašega Abrahama, ne? Hvala. Vam čestitamo, da se dobro držite, želimo vam res, da bi vam Bog dal še veliko zdravja in vas poživljal, kajti pomembno delo opravljate v vaši škofiji, po župnijah, seveda pa tudi v Slovenski cerkvi. Ja, jaz si resnično želim, da bi bilo blagoslovljeno, kajti, gledajte, brez Boga se tako nič ne da. Samo, če pa Bog to hoče, kar delamo, potem pa naredil kljub našim pomanjkljivostim. Zato res samo blagoslova. Vse je v Božjih rokah. Tako. Mi z naše strani moramo narediti to, kar lahko, ne? Mi potisnemo, dokler lahko, pol bo pa naprej Bog. Hvala lepa še enkrat in tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost.